Ta vonj po pečenem kruhu v hiši ima svoj čar. Kruh je en tak naš neskončni cilj, ki ga skozi lovimo. Je pečen. Ostra? Ta je ostra, ta je pa mehka. Ja? Bela bo vedno dala eno strukturo, polno vrena bo pa dala okus in tudi hranljivo vrednost. Kruh je več kot le jed. Krščanstvo je dalo kruhu še poseben pomen, je ga povezalo z Evharistijo. Simbol skupnosti in tradicije. Od mehkih burger bombetk do hrustljavih baget za milijarde ljudi po svetu ostaja nepogrešljiv del vsakdana, ki nas spremlja od prazgodovine. Prijetna toplota krušne peči se je že zjutraj razširila po vsej hiši. V tej družini je kruh dediščina. Že 3 generacije žensk ohranjajo tradicijo peke, številna priznanja pa potrjujejo, da jim to zelo dobro uspeva. Gospa Jožica je ogenj zakurila že na vse zgodaj. Ogenj v hiši je zmeraj pozitivna energija, že nasplošno. Hrana na ognju pripravljena pa dobi ta pristen okus. Tole maslo. Jajček, še kvasni zastavek. Pripravila bo sladki praznični kruh, vedno uporabi emajlirano posodo, v kateri je, kot pravi, testo mesila tudi njena mami. Nič ne tehtate moke? Ne, večkrat pečem kruh. Jaz se zelo malokrat držim nekih receptov napisanih, eksperimentiram ali pa tako, pač probam po svoje delati. Povsem enotno mora biti testo. Če ostanejo grudice, so vidne potem v kruhu. Testo bo prvič vzhajala pol ure, nato ga bo spretno premesila in oblikovala ter pustila vzhajati še 1 uro. Peka, po kateri je dišala vsa kuhinja, je bila nekoč simbol praznikov, pojasnjuje etnolog dr. Janez Bogataj. Številne družine pa si mok in kruha niso mogle privoščiti vsak dan. Želja vsake družine je bila, da bi imeli vsakdanji kruh. Vendar to ni bilo možno. Ljudje so tisto malo žita, ki so ga imeli, so prihranili za praznike, da so jim hlebec kruha spekli, če je bilo to seveda možno. Ne? Speči dober kruh v krušni peči je spretnost. Peč je treba poznati, tako da jaz si sama pripravim drva, v drvarnici izberem bukova, hrastova, pravilne debeline in pravilno količino. Vzhajane hlebčke bo položila v peč, ki jo je pripravila dobri 2 uri prej. Da bi dobila lepo obliko kruha, je nujno, da ga pred peko zareže. Gre zdaj v višino in v širino in če ga omejuje ta skorja okoli, bo počil. Če pa prerezan, ima pa več svobode. Ljudje so žita mleli in jedli pred več kot 30 000 leti, medtem ko se je kruh, kot ga poznamo danes, razvil kasneje. Je osnovno živilo v različnih kulturah po svetu, bagete in čabate v Evropi, tortilje v Mehiki, nan in roti na vzhodu. Razlikuje se predvsem v tem, ali ga pripravljajo iz kvašenega ali nekvašenega testa. Številni viri sporočajo, da je bil prvotno najprej kvašen kruh. Arabski svet pozna tak zelo suh kruh, ki je veliko bolj obstojen na visokih temperaturah. Vsak član slovenskega gospodinjstva v povprečju letno poje skoraj 27 kg kruha in drugih pekovskih izdelkov. Je pomembno živilo v naši prehrani, vir makrohranil, predvsem ogljikovih hidratov, a tudi beljakovin, vlaknin ter določenih vitaminov in mineralov, pojasnjuje dr. Leon Bedrač, raziskovalec prehranske znanosti in biokemije. Bolj kot sam kruh je pomembno, kaj jemo poleg kruha, oziroma kaj damo na kruh, in potem to tisto tehtnico nagne v smer pridobivanja telesne mase običajno, ker redko kdo je kruh z zelenjavo, Ržo vsebuje več vlaknin kot denimo pšenica, pira, koruza ali jajda, zato je pogosto boljša izbira za podporo prebavi. Čeprav je vsebnost vlaknin odvisna tudi od tega, ali jemo polnozrnati ali beli kruh, smo slednjega, opozarja, neupravičeno razglasili za slabo izbiro. Za ljudi, ki so presnovno zdravi, imajo robustno zdravje, niti ni toliko zelo pomembno, ali pojejo bel kruh ali pa polnozrnat kruh.
Polnozrnate žitarice imajo približno na relativni skali dvakratnik prehranske vlaknine v primerjavi z prečiščenjem. Ampak kruha ne jemo primarno zato, da dobivamo prehranske vlaknine. Ko pojemo žito v celi obliki, se škrob namreč sprošča zelo počasi. V trenutku, ko ga zmeljejo, pojasnjuje, se ta struktura poruši in razlika med belim in polnozrnatim kruhom ter njegovim vplivom na krvni sladkor ni več tako velika. No, to je zdaj surovo žito, se pravi pšenica, ko so jo kmetje pripeljejo v mlin, tele imajo največ beljakovin, tele pa manj, ne? Da pa to res preverimo, pa pošljemo na analizo, da vidimo, koliko beljakovin je, ne? Iz moke, ki jo meljejo v tem mlinu že 280 let številne generacije, pečejo kruh. Greva dol do valčkov, kjer poteka meljava, zrob popada noter, ga še bolj zdrobi in potem gre naprej na elevator, takole zgleda, kakor se lahko vidi. In to nos gor. Meljejo koruzo, ajdo, rž, piro, največ pa pšenico. Meljejo sproti, ponavadi je zaloge le za en mesec, zato da je moka sveža, da ne stoji predolgo. Zaradi tega lahko zagotovimo slovensko surovino in to meljemo naprej. Slovenija potrebuje za svoje pekarske potrebe med 150 in 180 tisoč ton pšenice. Približno toliko jo na okoli 27 tisoč hektarjih tudi pridelamo. Vendar v Sloveniji ostaja manj kot polovica celotnega pridelka. Lani smo jo na tuje trge izvozili nekaj več kot 117 tisoč ton, nekaj so kmetje obdržali doma za živino, uvozili pa smo 140 tisoč ton pšenice in pire. In prav pšenična moka je v peki z naskokom najbolj uporabljena. Se pa tle vidi, kakšen tip je recimo, ne se pa tako naredi. Ta je 400, to je 500, pol bela in črna, ne, in tele pikce, tu so otrobi, to določa tip moke, ne, in več, ko je otrobov noter, bolj črna moka. Označevanje tipa moke je pri nas določeno s pravilnikom. Pri pšenici sta tip 400 in tip 500 beli moki, 850 je polbela moka, 1100 črna, 1600 pa polnozrnata. Gre namreč za količino mineralnih snovi v moki, ki jo določijo potem, ko moko zažgejo. Kar ostane, je pepel, ki ga stehtajo. Moka še zdaleč ni enaka moki. Polnovredne moke vpijejo več vode, ržena in ajdova pa denimo ne vsebujeta glutena, zato jim pogosto dodajajo belo moko. Prav iz bele moke nastane bolj rahel, puhast kruh. Jožica je za praznični kruh izbrala belo krušno moko. Po približno 15 minutah peke ga bo še okrasila. Videz je namreč poleg okusa pomemben dejavnik pri ocenjevanju. V bistvu je vlečeno testo, kot za štrudel, se iz njega izdela okraske za na tak kruh, ki ga zdaj pečemo. Namesti z beljakom pomaže in lepo okrasi kruh, potem se to še speče in je tudi užitno. Sicer je pa tako umetelno. Sicer res, da je proces, ki zahteva večurno prisotnost. Izdelek pa se težko kosa s katerimkoli kruhom, kupljenim v trgovini. Moka, voda, kvas, sol. To je osnova. Kotel za kotlom od testa do police. V proizvodnji mlinotesta zamesijo in spečejo na tisoče kosov kruha dnevno. Po prvem deljenju se naredijo kroglice. Te kroglice gredo na intermedialno vzhajanje, cirka 15 minut, zaradi tega, da se testo malo vzhaja, malo relaksira, da ga je potem lažje oblikovati naprej po liniji. Se oblikujejo v kajzerice, žemljice, pletenke, štručke in tako dalje. Pridejo v vzhajalno komoro. Tukaj so cirka 1 uro. Iz komore izstopijo izhajani izdelki, nato grejo na peko. Večino kruha, ki ga proizvedejo, so polpečeni izdelki, ki jih nato hitro zamrznejo na minus 35 stopinj. Pri otajanju jih v trgovini potem spečejo do konca. Če je izdelek zamrznen in da je po pravilih odmrznen in po pravilih dopečen, načeloma potrošnik ne zazna razlik. Če so na Primorskem bolj vajeni belih, mehkih kruhov, na vzhodnem delu Slovenije prednost dajo temnejšim z več ržene moke, pojasnjuje Dejana Špacapan, direktorica za tehnično podporo in razvoj. Trendi se spreminjajo hitro in treba jim je nenehno slediti. Zdaj, tak močen trend so kruhi, ki imajo neko izboljšano prehransko vrednost. To pomeni
da imajo ali več vlaknin, da so polnozrnati, proteinski kruhi, kruhi, ki imajo čim manj dodatkov. Kruh na trgovskih policah je pogosto obogaten. V tujini mu denimo dodajajo tudi vitamin D, ki ga v populaciji, tudi pri nas, primanjkuje. S tem velik delež populacije recimo rešimo pri tem, da ne pride do kakega pomanjkanja. Lahko tudi dodamo kakšna vlaknina ali pa semena ali pa kakšne beljakovine, in potem prehransko vrednost kruha v bistvu izboljšamo, povečamo. Teh 60-gramskih belih žemljic spečejo okoli 10.000 vsako uro. Od štarta do tukaj cirka 2 uri. Mešanje, deljenje, oblikovanje, vzhajanje, peka, to gre na trgovske police. V zadnjih 5 letih se je cena pšenične moke v Sloveniji zvišala za dobrih 8%, povprečna cena kruha pa je v istem obdobju zrasla za 62%, torej za skoraj 8-krat več. Če smo za kilogram kruha leta 2021 morali odšteti 2,37 evrov, je danes ta znesek skoraj 4 evre. Kako je pa s toasti, ki so pekovsko zelo podobni kruhu? Na Zvezi potrošnikov so jih vzeli pod drobnogled. To se 2 najdražja toasta na testu znašla na repu lestvice po kakovosti. Tako da spet cena in blagovna znamka nista zanesljiv pokazatelj kakovosti izdelkov. Zanimivo je še to, večino izdelkov toasta semeni, za katerega se je izkazalo, da je slabše kakovosti kot polnozrnati toast, proizvaja en proizvajalec. Prodaja pa ga pod različnimi blagovnimi znamkami za povsem različno ceno, pojasnjuje Matjaž Pirt z Zveze potrošnikov. V tem primeru bi lahko rekel, da je šlo skoraj za identične produkte. Razpon cen pa se gibal tam nekje od 2,5 evra recimo pa do 6 evrov. Se pravi, konkreten razpon. Če doma pripravljen kruh vsebuje zgolj 4 sestavine, moko, vodo, sol in vzhajalno sredstvo, je seznam sestavin kruha s trgovskih polic pogosto precej dolg. Če mi želimo kruh narediti hitro, in da je dober in svež, mu je treba nekaj dodati. To so razni emulgatorji, stabilizatorji, kar v bistvu samo po sebi ni nič narobe, ampak nekako pomagajo doseči neko razmerje med kakovostjo in ceno. Trend vse bolj gre proti kruhom iz dopeke, ki zmanjša količino odpadka, saj ga v trgovinah pečejo sproti. Pa kruh, ki je dlje časa obstojen, pravi. Tudi toasti vsebujejo precej sestavin. Dodaja se recimo sladkor, zato ker ob peki reagira z aminokislinami v moki in daje tisti značilen vonj po pečenem kruhu. Emulgatorji, stabilizatorji, ječmenov slad obarva kruh, se pravi ga naredi bolj temnega, kar daje vtis, da je mogoče bolj polnozrnat kot sicer je. Se pa pogosto znajde noter tudi raznih konzervans. Nič od tega ni zdravju škodljivo, je pa pogosto nepotrebno. In ko smo pri toastih, ki so načeloma bolj obstojni od klasičnega kruha in imajo daljši rok uporabe, pri nakupu bodite pozorni. Zaradi poškodovane embalaže ali vlage so velikokrat podvrženi razrastu plesni. Pekovski kvas, kot ga poznamo danes, v kocki ali vrečki, se je pojavil šele ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, ko so ga začeli industrijsko gojiti. Predtem so kruh vzhajali predvsem z drožmi, ki jih lahko sami vzgojimo iz vode in moke, če za njih ustrezno in dovolj dolgo skrbimo. Jaz priporočam rženo moko, ker je neka taka najbolj živahna, aktivna moka, zaradi katere bodo droži hitro vskipele, vzhajale. Ko so enkrat droži že aktivne in zdaj hranim svoje droži, svojega rudla za belo pšenično moko. Anita Šumer se je peke z drožmi prvič lotila pred 14 leti, ko je zbolel njen mož. Tak kruh zaradi dolge fermentacije velja za lažje prebavljivega. Droži, ki jih je takrat vzgojila sama, uporablja še danes. In prav te so postale tudi prve slovenske droži, shranjene v knjižnici droži v Belgiji. Posebiš z drožmi, posebiš jih, kem daš ime in potem pač tudi lepše skrbiš za nje. Ko grem na kakšna potovanja čez lužo in potem vzamem droži s sabo. En delček je doma, en delček je pa z mano. Napisala je 3 pekovske knjige, skozi delavnice številne ljubitelje peke naučila ravnanja in peke z drožmi. Sestavine so enake, le proces nekoliko drugačen. Ja, malo več jih moramo dati, kot pa običajni pekovski kvas. Testo pusti počivati 15 minut, nato ga premesi na sobni temperaturi, vzhaja do 8 ur, potem ga oblikuje. In kot zadnji korak, okraševanje. Moje priporočilo, kar tudi delim, da vsaj 15 ur od zamesa do peke.
bolje pa še več. Enkrat prvič, ko sem probal kruh z drožmi in sem si pomislil, ni poti za nazaj, bom skozi to delal. Peči kruh z drožmi doma je že sama po sebi umetnost, a v pekarni, kjer nastane do 600 hlebcev na dan brez zgodnjega vstajanja, spretne ekipe in dobre predpriprave, res ne gre. Testo se gnete tam nekje okrog 10 minut. A vedno uporabljate kislo testo? Vedno kislo testo. Imamo dve fermentaciji, dvojno vzhajanje. Prva fermentacija je že bila in to v bistvu pripravljamo in oblikujemo za naslednji dan, za jutri. Risto Pecov je živilski tehnolog, ki je po končani šoli vedoželjno nadgrajeval svoje znanje v tujini, v Franciji. Butično pekarno v Ljubljani vodi že 10 let, vstaja sredi noči, jutranje ure so za ekipo, opisuje vedno nova borba, napete in polne hitenja, da je testo po celonočnem počivanju ne preveč in ne premalo vzhajano. Imamo druži, ki so stari več kot 20 let, ki sem jih prvič naredil doma v stanovanju. Skozi jih obnavljamo vsak dan, ne glede na vikende, na praznike, eden mora biti tle, pa jih nahraniti. Vsak dan? Vsak dan. Kruh pečejo tudi po naročilu za gostilne, restauracije, trgovine. Oblikujemo bageto. Bageta je v bistvu francoski izdelek, prepoznano. Takole, šiv mora biti zmeraj gor, pa tukaj postavimo na ene take specialne prte, da se ne zalepi testo. Zato, ker gre to v hladilnik. Pomembna je dobra moka, temperatura vode, ki ne sme biti previsoka, da ne ubije kvasovk, čas in temperatura pečenja. Peka z drožmi je spet popularna tudi med mladimi. Potrošniki, kot pravi Risto, dober kruh znamo ceniti. Malo je zakomplicirano. Najlažje bi bilo dati kocko kvasa in vzhaja in na koncu je hiter izdelek. Kruh narejen z drožmi je bolj stabilen, bolj kompakten, ima hrustljavo skorjo, sredica mehka in elastična, tako da je bolj aromatičen. In njegov kruh je, to lahko potrdimo, točno tak. Za večino zdravih ljudi velja 1 do 2 rezini kruha dnevno, za športno aktivne pa tudi več. Kruh je močno vpet v našo kulturno dediščino, njegova raznolikost se odraža tudi med posameznimi regijami. Je krušna dediščina na Slovenskem izjemno bogata. Recimo na Primorskem še vedno pripravljajo posebne pletenice, ki jim rečejo menihi. Delimo ga v praznikih, obredih kot znak gostoljubja darilo. Za darilo oziroma za praznike je zelo prijetno zavideti tak hlebec kruha. Vonj svežega kruha nam je tako domač in vabljiv. In če bi bili zelo tiho, se včasih sliši, kako to lepo poka in jaz temu pa pravim krušna pesem. Kot nekaj povsem vsakdanjega, a nikoli samoumevnega.